Živjo, Jaka, povej tvoje pričakovanje danes. Eno dolgo razpravo, veliko argumentov za, veliko proti, jaz upam, da nam bo šlo vsem dobro. Misliš, da če bo konoplja odobrena vsaj v medicinske namene, da je to korak naprej, da je to pozitivno? Je pozitivno, ampak ni tisto, za kar se mi borimo. Če predstavimo konopljo iz segmenta prepovedanih drog 1 v 2 ali pa 3, še vedno, bom rekel v 2, še vedno pomeni, da bo sam farmacevtski lobby imel kje od tega, ne pa ljudje. Mi smo dali zakone noter zato, ker se ne strinjamo s politiko do drog in v bistvu do samoodločanja o našem telesu. A pa misliš, da je potem so šanse večje, da v bližnji prihodnosti izborimo tudi vse ostalo? Letos so šanse največje, zaradi tega moramo skupaj stopati pa pokazati, da nam ni vseeno. Jaz mislim, da čim bomo mi zavlačevali na leto 2015 in tako naprej, bomo zaspali Slovenci, imeli bomo medicinsko konopljo v segmentu 2 prepovedanih drog, kamor konoplja sploh ne spada in bomo še vedno na istem oziroma še na slabšem. Zato, ker črni trg se bo ukrepil, s tem pa pač tudi tisti, ki to vodijo. Pričakovanja so negativna, zaradi tega, ker v bistvu že poznamo stališča, mnenja vseh teh vladnih organizacij in pa vse strani vlade, ki pač se zavedajo, da ta problem je, ampak mislim, da če bo že sprejeto vse skupaj, bodo njihove roke hotele to vse skupaj regulirati in bo zopet samo nastradal ljudstvo zaradi tega negativnega. Se pravi, da ti dojemaš, da legalizacija v medicinske namene je negativno? Ne, to je tisto pozitivno v neki negativ, samo svoje pozitivne pa negativno. Pozitivna stvar bo, če bo to res dosegljivo vsem ljudem. Zopet je pa tista negativna stvar v tem, da neka določena skupina to regulira, se pravi zopet profit gre v neke lastne žepe. To je rastlina, vsak bi mogel sediti doma, vsak bi mogel imeti dostopno semenko za to rastlino gojiti. Ne vem, jaz še nisem slišal, da bi ta rastlina koga res dobesedno ubila zaradi njene toksičnosti, kot to pripovedujejo naši strokovnjaki, ki odkrivajo raznovrstne, ne vem, bolezni s to rastlino povezano in pa simptome, ki so drugemu svetu neznani. Ne, pozitiva je za zdravstveno namen, negativno pa, da ljudje regulirajo to področje. Tomaž Sušnik, ja, vemo. Prišel sem sem povedati to, kar mi je dano možnost, v bistvu, da povem, kako zgrešeni so pogledi in stvari, ki jih ta institucija počne. Ne bom govoril o detajlih, govoril bom pač na splošno, če mi bo daj seveda priložnost. Tako da se že veselim tega srečanja. Povej pa vseeno, misliš, da v vseh teh letih, kar si ti aktivist za konopljo, da smo vseeno korak naprej, da se prihaja do vseh teh razprav, ali so tle tudi določene nevarnosti, da vsa stvar stagnira? Največja nevarnost, ko zdaj vidim, je, da bomo s vsem tem trudom v bistvu samo pripeljali legalno farmacevtsko drogo za samo oskrbo, pa za lažje bivanje ljudi, pa tle ne bo kaj dosti narediti, tako občutek imam. A pa misliš, da potem, če se zdaj recimo nekako to spravi v farmacevtske lobije in to, da glede na dvoličnost potem imamo nekako večje šanse, da v bližnji prihodnosti izborimo še vse ostalo? Jaz že od nekdaj trdim, da pot do konoplje je skozi konopljo industrijsko navadno. Ko bo pri vsaki hiši rasla, potem bo veliko lažje spremeniti tiste procente v eni od sestavin. Živjo, Dejan, vi se ukvarjate s pridelkom konoplje, industrijsko konopljo, a je tako? Tako, ja. Pa povejte zdaj, kako vi vidite glede na to, da je končno prišlo do teh razprav in to pluse in minuse? Ja, no, interes kmetov je, da se tu zadeve malo boljše sprostijo, kot so, če so že kar napredovale. Ampak vseeno so tu omejitve, pa tudi določen strah, ko kmet zaseje konopljo, ker v
v bistvu, dokler je na njivi, pa dokler je nekje na doma, je še v redu, ko pa nekje pride na tržišče, sploh se tiče teh zelenih delov rastlin, tu pa so lahko komplikacije, ker zakon je pač še vedno smatra drogo vso konopljo, tudi to industrijsko. Ne. Če zdaj kdo ima pri sebi industrijsko konopljo, pa nima dovoljenja za pridelavo, je lahko avtomatsko v postopku. A imate veliko birokratskih ovir pri svojem delu? Pa ne, zdaj v bistvu ne, če tak ni, pač za olje, pa izdelka iz semena ni težav. Zdaj čaj, tu so že nejasnosti. Ja. Kaj drugo pa, če bi želeli pridelati iz konoplje, kakšne večje, bolj zanimive stvari, tu pa je že vprašanje. Ne? Sploh za kmeča nima toliko težav, ampak industrija pa ima. Zato se industrija nekako in tako pivovarna Laško recimo konopljnega piva ne sme prodajati na slovenskem tržišču. Tako je recimo Žito želelo peči kruh s konopljino moko, isto tako si ne upa, ker Ministrstvo za zdravstvo je dobilo signale, da je to ilegalno. Tako da te stvari so v bistvu neurejene. A pa vi mislite, da je konoplja pravzaprav kot rastlina neko ljudsko izročilo, a ne? Ker Sigurno v Sloveniji je to bilo tradicionalna rastlina, ki je bila osnova za tekstil, za vrvi, za platno in to ne še tako daleč nazaj. Ne? In na tem bi lahko zgradili zelo veliki imidž in škoda je, da je že tekstilna industrija tako propadla, ampak to še vedno aktualno in iz tega bi se lahko naredil zelo dober imidž in posel. Se pravi, da če bi dali v uporabo ljudem normalno, brez zakonskih ovir, konopljo bi pravzaprav šlo ljudsko izročilo samo naprej. Ja, seveda, konoplja je lahko eno izhodišče za v naravi prijazno gospodarstvo, ki potegne za sabo še druge stvari. Za Slovenijo je primerna za to, dosti bolj kot ostale evropske države, ki so nekako že preveč zgubile stik z zemljo. Mi pa vseeno Slovenci imamo še zelo močen stik z zemljo. Pa imamo še avtohtono slovensko konopljo, a smo jo že izgubili? Ena je se še ohranila, ampak zdaj je potrebno razmnožiti, malo še registrirati in to so še postopki, ki bodo nekaj let trajali. Poslancev 9, ostali imajo pa del. Trenutno je interes, da se zopet ponovno vzpostavi kontrola konglomeratov, torej da se pripelje v Slovenijo registrirane zdravila, brez da se dopusti posameznikom samozdravljenje. Torej, dali nam bojo drobtince, medtem ko bo pa, če gledamo, kam bo šel denar, bo pa šel multinacionalke. In to je vse, kar se bo s tem zgodilo. Mislim, da je kakršnakoli sprememba na področju konoplje in njenega uradnega doživljanja potrebna, zato ker trenutno je, kaos je mila beseda, namreč le se prepletajo civilne organizacije, državni inštituti, lobiji v zadju in določeni posamezniki, ki imajo pač svoje načrte. In moram reči, da ni ravno ena koherentnost pri vsej tej zadevi. Se pravi, vsak po eno smer brca in bojim se, kot sem že omenil, da skupen rezultat vsega tega, kar se mi gremo, bo dejansko zgolj in le registracija kanabinoidnih pripravkov se strani tujih multinacionalk. V bistvu ta predlagan zakon o konoplji ima veliko pomanjkljivosti in tudi pravnih lukenj. Glede na to, da ni jasno opredeljen, kaj kdo pije in kdo plača, je po vsej verjetnosti predlog, bi ga mogli do sedaj dopolniti, če tega niso naredili, bo padel. Kako pa gledaš, da se iz vsega te javne debate izsililo to, da bomo regulirali trg z uradnimi kanabinoidnimi zdravili in bodo korporacije služile aktivisti civilne družbe domov z brezmanjem?
V bistvu to ni brez zmage v žepu. Zdaj, trg je že, obstaja tudi, če bo prišli legalni farmacevtski produkti na trg slovenski, v bistvu je že ilegalni trg dovolj močen, da pravzaprav suportira te bolnike. Ampak lahko idemo povedati, ali smo zadovoljni s tem, da nam dajo uradna zdravila na bazi kanabinoidov, ali hočemo nujno rastlino, iz katere bi sami? Pravzaprav je oboje možno, ker uporabniku, ki je, moramo dati na voljo, ali bo jedel tablete, ali bo v bistvu uporabljal naravni ekstrakt iz rastline ali celo vršiček. Torej, to moramo dati uporabniku na voljo. Zdaj, kaj pa mnenje stroke, kaj govorijo, je pa pravzaprav to mnenje zdravnikov, kako oni želijo dobiti ta preparat. Torej, mnenje seveda še nimam izdelanega, ker je potrebno še upraviti še kar precej pogovorov na to temo. Seveda pa je potrebno temeljito proučiti, kje je meja glede uporabe, bom rekel, drog na splošno, kaj je meja kaj so zdravilni učinki, kaj so terapevtski učinki in tako dalje. Tako da osebno mislim seveda, da mora tudi stroka, da je čas, da stroka tudi razmisli glede svojega mišljenja in glede rezultatov te uporabe in na podlagi tega bo seveda možno sprejeti končno odločitev. Zagotovo je mnogo škodljivih učinkov, so pa zagotovo nekateri terapevtski učinki, ki so pozitivni in o čemer je potrebno v nadaljevanju tudi krepko razmišljati in tudi sprejeti določene ukrepe tudi na področju zakonodaje. Glejte, konoplja je zelo stara rastlina, nekako je ljudsko izročilo, ljudje so jo v preteklosti zelo znali uporabljati. So vaši starši poznali konopljo? Po mojem vedenju ne. Po vašem vedenju ne? V naših krajih nisem nikoli zasledil Savinjske doline, odkudar prihajam, da bi bila konoplja kot ena od rastlin namenjena v kakšne terapevtske namene. Zagotovo, moji starši zagotovo ne. Spremembe so potrebne na vseh nivojih, tudi v smislu tega zakona. Ampak tako, kot je predstavnik nevladine organizacije in Lovrenčič Mercedes, doktorica, povedala, treba dobro premisliti, kateri so dejavniki tveganja za zdravje in s čim lajšamo težave bolnikov. Jaz mislim, da v tem smislu bomo naredili korak naprej. Moramo pa dobro pritehtati mnenje Ministrstva za zdravje in želje tistih, ki so danes na javni predstavitvi. Ker sem pediater 36 let in subspecialist za otroško nevrologijo, poznamo mogoče malo več delovanje, pa tudi iz prakse in iz nevrologije. Res, gnostični negativni učinki pri otrocih so zelo veliki. Njihovi učinki se vidijo ne takoj, ampak čez par let. Če gledate vsi tisti, ki uporabljajo kanabis, kako zapirajo vrata, kako vzamejo nežno stvari, boste videli, kakšne so spremembe. Torej, spremembe so, to ni tako, kot je vidno, seveda pa kot analgetiki pri nekaterih bolezni pridejo upoštevati. Razprava je taka, kot pričakovana, vladna stvar več ali manj na svoji strani, mi pa na svoji strani. Ker je to odbor za zdravstvo, zdaj še ne vemo, kam pes taco moli, bomo pa videli v kratkem, ko bo vlada predstavila svoje predloge. Pa je sploh kakšna varianta za neko skupno pot? Mora biti varianta, ker drugače bo verjetno moralo se najti en drug način, da uveljavimo te svoje pravice. Jaz sem prišel kot podpredsednik podmladka Ljudske stranke Nove generacije. Sem pa prišel zgolj zato, da spremljam razpravo in da pač slišim argumente z obeh strani. Torej, vaša stranka še nima izdelanega mnenja? Mi imamo izdelano mnenje, samo bom potem po koncu lahko dal več. Pač jaz nisem pristojen za to. Kaj pa vaše osebno mnenje o legalizaciji konoplje? Moje osebno mnenje je pač osebna svoboda. Več podrobnosti pa ne morem načal. Torej, legalizacija da ali ne? Načeloma, ja.
Hvala. Moje ime je Senta Domjan, prihajam iz Prekmurja, stara sem 23 let študentka, hkrati tudi podpredsednica Nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke. Moram reči, da se strinjam z legalizacijo konoplje kot take, v tem smislu, ker vem, da ima veliko pozitivnih učinkov in da bi medicinske namene tudi zelo prav prišla. Torej, da bi nekatere tablete se mogoče ukinile, ki povzročajo tudi na dolgi rok različne hude posledice, kar se opaža šele pri višji starosti, drugače pa konoplja med drugim tega ne bi povzročala. Torej, vaše stališče, vaše stranke, recimo do legalizacije konoplje pa je? Torej, da se konoplja legalizira v medicinske namene. Samo v medicinske ali tudi v splošno uporabo? To se še toliko nismo opredelili, bomo pa v kratkem danes tudi napisali sporočilo, ki bo šlo tudi v medije in boste tudi vi prejeli. Zapuščate razpravo, mi poveste vaše mnenje o razpravi sami in o zadevi konoplja. Kakšno je vaše osebno mnenje? Hvala lepa. Razprava je bila odlična, mislim, da tudi pravilna. Ker veliko poslancev je bilo in poslank seveda v državnem zboru, takole sem naštel stalno prisotnost 15 poslancev in poslank, včasno še 15 zraven, tako da to je izjemno velika udeležba, če vzamemo, da je to delovni dan. Moje osebno mnenje je, da je potrebno legalizirati. Super. Tisto, kar je pomembno, je, da je potrebno to področje regulirati in v bistvu odpraviti dekriminalizacijo zlasti v primerih, ko gre za medicinsko uživanje preparatov ali same konoplje. In mislim, da najpametnejši razlog je bil, da spremenimo pač uredbo o prepovedanih drogah, to je prvo, in drugo, da se res ustanovi neka mešana skupina civilne družbe in pa strokovnjakov, ki bodo pripravili zakonodajo, ki bo najboljša oziroma sprejemljiva za čim širši krog. Moje stališče je, da je treba v ureditvi, tam, kamor razvrščamo droge, definitivno uvesti spremembo. Enostavno mislim, da tako stroga pravila, kot veljajo v slovenski družbi sedaj, ne vodijo nikamor. In dejansko opažamo, da je število ljudi, ki se zaradi zdravstvenih razlogov poslužujejo konoplje ali preparatov iz konoplje, iz dneva v dan večje in enostavno pri tem si ne moramo zatiskati oči. Predstavnik estrade, sem vam prišel povedati, dragi obiskovalci prireditev, dragi ljubitelji glasbe, dragi ljubitelji umetnosti, da je v vsakem backstageu v Sloveniji, v vsakem backstageu vsake prireditve v Sloveniji, na vsakem srečanju, kjer se pišejo scenariji, kjer se pišejo fore, kjer se tehniki dogovarjajo, kako se bo kaj naredili, kjer se režiserji dogovarjajo, kako bodo stvari izgledale. Da je vsak umetniški izdelek, ki ga občudujete skoraj praktično v vsakem področju, posledica tega, da so ljudje nekje v eni sobi tudi kadili marihuano, pili alkohol, jemali druge droge. Skratka, če nočete, da pač imate narkomane in ostale drogeraše, pač tako med folkom, nehajte gledati filme, nehajte poslušati muziko, nehajte hoditi na predstave, sedite doma, gledajte v steno, ker to je to, kar vam naša zakonodaja dopušča. Hvala. In v čem je smisel te razprave danes, rabimo sploh dovoljenje? Mislim, rabimo dovoljenje žal, zato se moramo takole razpravljati, ampak po drugi strani pa, kot so nam danes tudi tle predstavniki zakonodaje povedali, je naša zakonodaja takšna, da nam dovoljuje v bistvu, da nekatere stvari počnemo in to gremo zdaj početi. Živjo, vidva sta oba dva na razpravi, ne? Tlele imamo najmlajšega podpornika, najmlajšega predstavnika v dvorani. Pa povejte, kako sta zadovoljna ali nezadovoljna s to razpravo, kako poteka? Zdaj je dober, nastopniki so odlični. Prišla sem pa v podporo, ker so samozdravljenje, ker so na silo kot novorojenčku usilali jemanje antibiotikov po nepotrebnem, ker otrok niti ni bil okužen, ampak je bil rojen izjemno imunsko zdrav. Dovolila sem odvzem krvi za preiskavo takoj po rojstvu, še na prvi dan so dobili izvide, na katerem so 3 znakci, IgG, IgM, pa še en znakac in takoj se vidi, ali je otrok imel protitelesa v sebi ali je bil okužen.
In potem sem mu en teden brez veze dajala antibiotike, namesto da bi v današnji dobi poklicali e-mail karkoli, ker guna tam zdravnica takoj ve, a je to okužba ali je on izjemno zdrav otrok. Tako da jaz sem mogla poklicati infektološko, mogla sem se naročiti, na srečo sem imela rojstvo glih tak dan, da je bilo lahko to isti teden, naslednji teden, ampak še smeri samo en teden, lahko bi čakala 2 tedna, potem bi 2 tedna prejemal antibiotike, potem je kovcal cel let zaradi tega, ker mu je valjda vse požgal. Pa povej, a ti zdaj zagovarjaš zdravljenje z marihuano? Da. Ja? Da. Ja, super. Bi uporabila za svojega otročka, za svojega sinčka? Mažem rito z konopljino kremo, ki jo izdeluje moj fant. Aha. Nikoli mu ni rite, razen ko so mi ga ukradli, otroka. Ja. Je pa mu močno vneto rit, tako garjava je bila, še cel teden sem jo mogla zdraviti, ko sem ga dobila nazaj. In hašišovo olje mu pomaga? Ne, hašišovo olje mu ne dajem. To uporabljam kremco za rito, tam ni tega. Aha. A ja, jedilno konopljino olje uporabljaš? Se pa strinjam, da bi to mogli dovoljevati ljudem, ker kemoterapija dejansko uničuje telo, olje ga pa ne in ga izredno dobro zdravi, saj so te maščobe izredno hranilne in zdrave za telo. A si za popolno legalizacijo marihuane? Aha. In tvoje stališče, da bi recimo mladi lahko kadili marihuano? Da se strinjam veliko bolje kot alkohol, ki ga država spodbuja. Sem Iva Dimic, poslanka Nove Slovenije. Bila sem že na razpravi, zdaj se vračam, poslušala sem pa razpravo tudi v pisarni, kjer je ravno tako direkten prenos. Razprava se mi je zdela zelo zanimiva, odprla mi je neke nove poglede tudi z področja samozdravljenja. Kar se pa tiče same podpore zakonu, pa je trenutno še v poslanski skupini se nismo dokončno odločili. Sama sem podprla javno predstavitev mnenj, kjer se mi zdi, da je prav, da tudi vso ostalo slovensko javnost seznanimo z drugimi vidiki, tudi samozdravljenja nenazadnje. Tako da resnično si ne moramo zatiskati oči, da tega ni več. Potrebno pa je urediti zakonske okvirje, kjer bi se tem zadevam lahko uredilo ne samo tudi nadzor, sledljivost, predvsem pa je tukaj, mislim, sam nadzor nad samozdravljenjem. Ste za legalizacijo marihuane? Glejte, to je zame povsem novo vprašanje, nikoli se še nisem sama srečala z marihuano, tako da poslušam veliko argumentov za, tudi danes smo slišali iz Inštituta za varovanje zdravje argumente proti, tako da sama trenutno bomo verjetno v sklopu same poslanske se odločili, kaj in kako. Je pa res, da je tega v Sloveniji zelo veliko in da bo potrebno na tem področju definitivno narediti, verjetno je to prvi korak v to smer. Mislite, da je prepoved še smiselna? Glejte, kaj je prepoved smiselna, kaj ne, vemo, kako je v Amsterdamu, to mi zdaj mladina vsa poroča, kaj in kako se tam odvija, vendar ravno ko pa se vračajo, pa mislim, da je nadzor že takoj čez mejo, že na nemški strani velik, tako da verjetno tudi ne vem, kako to vse ostale evropske države smatrajo, ker če bi vsi bili za neko neprepoved oziroma za legalizacijo, potem ne bi bili taki strogi policijski nadzori za vse avtobuse, za vso mladino, ki se vrača iz Amsterdama. Ampak je pa vse več in več držav, ki je konopljo legalizirala. Vse več v svetovnem merilu je držav, ki so legalizirane. Se strinjam, zato pa sem rekla,
da verjetno bo potekalo še kar nekaj, ne samo Slovenija, verjetno bo o tem tudi odločal Evropski parlament, verjetno je zadeva po mojih prepričanjih že tam tudi zelo aktivna na tem področju in seveda vsa zadeva se bo v sklopu tega verjetno posledično tudi v Sloveniji odvijala. Nimamo samo težave ali pa ne težave na področju zadeve, na področju legalizacije drog, tukaj imamo še en kup ene zakonodaje, ki na področju... To pa se močno strinjamo. Ki pa na področju celotne Evrope je potrebno, da se ali uskladi ali kakorkoli razreši. Hvala. Vodi, Jaka, ste zadovoljni z današnjo razpravo? Jaz bom kratek, jaz sem ful zadovoljen. V bistvu saj smo videli, koliko jih je bilo za, pa koliko jih je bilo proti. Neznanje je tisto. Vodi? Ja, zelo zadovoljen. Videli se je, da v bistvu ljudje dosti več verjajo kot ministrstvo za zdravstvo in da se v stvari začele premikati. Kljub zaboram. Kako legalizirati konopljo. Samo kontraindikacije napišemo, pa bomo lahko delali isto kot farmacevtska industrija. Jaz sem Dušan Nolima, zdravnik, raziskovalec, ko se ukvarjam s prepovedanimi drogi že več kot 30 let. Vesel sem, da je prišlo do take razprave, da so bili tako tudi drugače misleči strokovnjaki in laiki prisotni na tej razpravi in da imamo zdaj pač neko sliko o tem, kakšno je družbeno stanje na tem področju in to družbeno stanje nedvomno zahteva pač določene spremembe, tako v stroki kot v politiki. Ste v današnjem dnevu mogoče sam osebno spremenili kakšno mnenje? Nisem, veste, jaz sem že, kot sem rekel, čez 35 let na tem področju in podobne stvari smo se pravzaprav že tudi pred 30 leti pogovarjali, ampak napredek je ta pač, da se te tako imenovane, hočem jih imenovati, konzervativne sile, ki dejansko pač delujejo ne na podlagi znanja in dokazov, ampak na podlagi ideologije in nekih interesov, kot smo danes slišali, širših, da ne rečem koruptivnih, da so te sile enostavno niso imele svojih argumentov, zakaj je prohibicija na področju konoplje sploh potrebna. Podpirate legalizacijo? Ne podpiram legalizacijo v tem smislu populističnem, ampak pač neko regulacijo, ki je bolj z dokazi podprta, ki je bolj življenjska, empatična, humana, skratka v korist ljudi in zdravja.